Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Neposredno. Na televiziji AS nam včasih uspe, da vam ponudimo tisto, česar vam drugi ne morejo ponuditi. In prav to se je zgodilo z tokratno oddajo Neposredno, kajti lahko si boste ogledali ekskluzivni intervju s gospo Vido Petrovčič. Namreč pristala je, da sedaj, ko ni več zaposlena na nacionalni televiziji, je pripravljena bila dati ekskluzivni intervju prav za našo televizijo, kar si štejemo še posebno čast. Gospa Vida Petrovčič, pozdravljeni in še enkrat najlepša hvala. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Zakaj ste se ga odzvali? Kako to, da ste res bili pripravljeni nam dati ta intervju? Ja, se veste, novinarji smo v takem poklicu, da smo vso kariero eno veliko uho in potem se nabere toliko nekega besedila, ki ga seveda radi včasih tudi mi povemo naprej oziroma posredujemo, ampak je naše besedilo. Vaša osebna izkušnja. Prav to je tisto najbolj dragoceno, kar se mi zdi, da želimo vsaj delček od tega predstaviti tudi danes. Namreč, vi ste pred kratkim začeli, ste mlada upokojenka. Kakšni so prvi vtisi mlade upokojenke? Ja, prvi vtisi so zelo, zelo dinamični. Zdaj imam 3-krat več dela kot prej. Tako da velja tisto, nimam časa. Zdaj šele vidim, koliko ljudi si je v bistvu želelo, da se čim prej upokojim, da bi lahko delala za njih. Prej mi mogoče tega niso niti upali povedati. Ste imeli tudi verjetno konkurenčno klavzulo? Ja, imela sem konkurenčno klavzulo nastopanja na drugih audiovizualnih medijih, torej nisem smela na radiju in na televiziji in zdaj so se ta vrata odprla. No, hvala Bogu, ker nenazadnje, ko ljudje vas predvsem poznajo, oziroma jaz se še vedno spominjam vas kot nekdo, ki je vedno nastopal suvereno, z neko integriteto. Vendar to ni bilo samoumevno, na začetku vaše te poti poklicne. Vi ste namreč diplomirali celo iz filozofije, iz Bertranda Russella, kar ni mačji kašelj. Jaz sem ga nekaj malega bral, pa si ne predstavljam, da bi z njega diplomiral. Tudi sociologija vam ni tuja. Vam ni morda bila akademska kariera filozofinje takrat blizu? Postati verjetno doktorica filozofije tudi ni bilo nemogoče, oziroma ali je bilo v fokusu takrat? Torej, vsekakor je bilo študiranje in nadaljevanje študija v fokusu. Jaz sem vpisala tudi magisterij naprej iz logike, seveda, vendar sem to prošnjo za štipendijo, takrat se je imenovala Kidričeva, dobila odgovor šele 1 leto kasneje od tega časa, ko sem to vložila. Vmes sem se seveda tudi že zaposlila kot novinarka in res je, da sem praktično že od nekdaj na nek način vedela, da bom novinarka in sem potem to tudi prakticirala. In ko sem seveda vpisala ta magisterij, me je pa potem ta poklic tako posrkal, ker novinarski poklic ni poklic od 6 do 2, ampak je poklic, ki je cel dan na razpolago, ves čas se razmišlja, tako da sem potem bila zelo okupirana s tem poklicem. Zahteva celega človeka, to vam rade volje verjamem. Torej, to ni, da bi bilo, novinarstvo ste potem prišli dejansko tudi iz lastne želje, ni splet okoliščin, da ste pač iskali službo in je to bila edina možnost, ki ste takrat izbrali. Da se pravi, kaj vas je potem kot, bom rekel, filozofinjo, je kaj takega, kar je v novinarstvu vas še posebej pritegnilo? Kaj je tisto, kar novinarstvo daje, da drugi poklici ne dajo? Veste kaj, to je prav iskanje resnice. Še danes ne vemo, kaj pravzaprav je resnica. In to vprašanje jezika in logike v jeziku, to je bilo tisto, kar me je tudi vedno zanimalo in to se seveda tudi skozi te novinarske tekste, tudi moje kasnejše izobraževanje na psihološkem področju, se to kar precej kaže. Recimo Bertrand Russell je ves čas študiral o teh paradoksih jezikovnih, recimo, če omenimo enega, je paradoks brivec. Koga brije brivec. Koga brije, zelo zdaj brivca brije. Neka vas ima brivca, ki brije vse, ki se ne brijejo sami. In zdaj vprašanje je, koga zdaj brije ta brivec in zdaj, če rečemo, on samega sebe brije, potem je, kako je zdaj to možno? In kdo ga brije kdo drug. Skratka, lejte, v jeziku je veliko tega, kar jezik pove in je veliko tega, česar ne pove in spraševanje tega, ali je to, kar smo povedali, resnično, ali je to logično. Nekaj, kar je logično, ni resnično in nekaj, kar je resnično, sploh ni logično. Skratka, tudi v vseh teh mojih izpraševanjih ves čas sledim temu jeziku in temu iskanju resnice. To je meni osebno blizu. Vem, da je Wittgenstein rekel, meje mojega jezika so meje mojega sveta. Tako pomembno.
Tako in seveda, no, ravno Wittgenstein je bil tudi Raslov učenec, ne. Zdaj se lahko vprašamo, ne, da ima pravzaprav vsak človek eno jezikovno in svetovno mejo, ne, ima nek tunel, nek tunelski pogled in novinarstvo pa praktično brska med vsemi temi pogledi in rečemo, a ja, to je tudi možno na ta način razmišljati. To je ta odprtost, ki ti jo v bistvu da študij filozofije pri mojem novinarskem poklicu. Sej do tega bova še prišla proti koncu najnega pogovora, ampak zato tudi verjetno sporedno vse skozi to navdušenje nad tem neurolingvističnim treningom, ker vi ste menda tudi usposobljena trenerka na tem področju. Ja, tako, to sem 3 leta sem študirala, glejte, tudi neurolingvistično programiranje se sprašuje, kako moji jezikovni in vedenjski vzorci vplivajo na moje moje živčevje, na moje to, kar sem, ne? Na proces, nevroproces. Tako da, mislim. No, recimo primer, ne, da ne bo zmešnjave. Torej, marsikdo govori o tem kot psevdoznanosti, o neurolingvističnem programiranju, ampak glejte, recimo, bom tako povedala zelo preprosto, če bi jaz zdaj vam rekla, ne si predstavljati modrega slona, a ne? Si boste vi najprej predstavljali modri slon, a ne, potem pa rekel, to je ne, recimo, ampak ste si ga že predstavljali, ne? No, in isto je seveda tudi s tem, kar mi sami sebi govorimo, kako se obnašamo, recimo, lahko je to banalno, ampak če rečemo, danes bo lep in uspešen dan, ali pa to vaše obnašanje, ne vaše, ali pa karkoli pa ni najbolj posrečeno, ni najboljše, smo najprej rekli dobro boljše, ampak potem smo to zanikali. Če pa mi ves čas govorimo, da je nekaj slabo, da je grdo, to je pomembno za te današnji čas, ko so vsi na nekih družbenih omrežjih in na nek način samo to slabo mečajo ven. In to slabo potem nazaj v tej kalibracijski zanki spet povzroča slabo v meni in mi smo praktično začaran krog, cela družba, ker govorimo na nek način, ker mi ne spremenimo jezikovnega vzorca, potem sami sebe na nek način potapljamo in ne moremo ven. In to je to neurolingvistično programiranje. Zelo blizu, ker tudi Sveto pismo opozarja, da je marsikateri greh se začne na jeziku. Se pravi tisto, kar umisliš, da ko ubesediš, ima že neko neizbežno posledico na okolje in na tebe povratno. To vsekakor se mi zdi, da... Sej citat mojega, oziroma pač te moje diplomske naloge je jezik, ki je bil dan človeku, da z njim skrije svojo misel. Odlično. Ja, mislim, kaj zdaj, a mi sploh sporočamo to, kar je res, kaj za nas res, čeprav je logično. Točno. In to je cel ta svet, praktično ves čas eno iskanje te resnice. S tem, da tudi znanost, gledajte, je objektivno odkrivanje po znanstveni metodi, ampak ni znanstvena metoda edina metoda ugotavljanja resnice. Recimo neka psihologija se tudi trdi, da ni popolnoma, ne vem, striktna znanost ali teologija ali karkoli. Včasih človek, ne vem, na neznanstven način tudi lahko pride do resnice in to se mi zdi, recimo umetnost na nek način je spoznavanje, odkrivanje resnice z drugimi metodami, načini, kot jo znanost ponudi. Ne nazadnje pa gledajte, če je človek nekaj res posebnega, mora biti posebnega v tem stvarstvu, bom jaz rekel, svetu, že zaradi tega, ker edini govori, edini poezija, edini književnost. Saj se živali sporazumevajo, govorijo o tem, da imajo delfini, kiti tudi celo neke svoje dialekte, oziroma vendarle na ta način, ko lahko deluješ že na svoje misli povratno nazaj, ko se rodevajo misli iz misli in se obesedijo, ko lahko simbolni govor, tega pa verjetno in tega pravzaprav ne smemo zlorabljati. Mi se moramo zavedati, kakšno orožje in orodje je beseda. In da s tem ne tolčemo po ljudeh. Se pravi, gledajte, zdaj, ko ste tako to omenili, vi ste ostali filozofinja v novinarskem poklicu. Vi ste dejansko našli milje, to okolje, kjer lahko to svojo filozofijo razvijam. In tudi skozi dialog, skozi pogovore, ko ljudje v bistvu se čudijo, recimo v tem dialogu v pogovorih, ampak to je filozofija. Zato ste vidno bili tako mirni, če je en predikat bi opisal z tega, ko sem vas gledal malo in krado, v bistvu ste to mirnost prenašali tudi na svoje goste, ampak to zdaj razumem, prihaja iz tega vašega, ne vem, osebnega prepričanja oziroma tega tudi stališča, da ste motrili, da ste presojali sogovornika skozi kaj on pove in ste poskušali to razumeti v tem kontekstu njegove osebnosti, v kontekstu te vdaje, ki ste jo snemali. Pomembno je, da damo človeku prostor, da se ne počutimo ogroženi,
mi nismo nič ogroženi. Damo mu prostor, da pove, da razvije to svojo misel in se čudimo in rečemo, kako je to zanimivo. Zanimivo je da zdaj razumem za nazaj, kako je to v bistvu enostavno in logično. Kako enostavno je narediti nek dober intervju. Ja, to je res. Ste posebej komu hvaležni, da vas je upeljal to? Ste se sami znali motivirati ali te tudi vendarle neke, bom rekel, čist obrtne veščine novinarstva? Je bil kdo tisti, ki vas je? Lejte, obrtne veščine sem se pravzaprav naučila. Eno je ta filozofija in študij filozofije. Še pred tem pa je bilo to, da sem jaz pravzaprav hodila na dramski krožek in kot otrok sem veliko nastopala in mi je bilo to v bistvu pisano na kožo. To nastopanje, te javni intervjuji. Blizu naše šole je živel Anton Ingolič in potem smo imeli proslave. Še vedno so se me učiteljice spominjale, so rekli, mi smo vedeli, da boš ti imela na televiziji neke intervjuje, ti si že kot otrok to kazala. Tako da je bilo to meni v bistvu z lahkoto. In tudi jaz, ko pridem v studio, recimo, v ta eter, ki se zdaj tukaj okoli naju vrti, jaz se počutim kot riba v vodi. Tako da imam to rada in ta dramski krožek mi je dal to možnost, to samozavest na odru. In potem seveda, ko sem gledala, veste, to je tudi zelo pomembno v novinarstvu, to bi mogoče svetovala marsikomu. Jaz sama sem imela take skrite modele, recimo dva sta bila taka, naprimer, pa ne veste, da sta bila, pokojni Sandi Čolnik. Legenda. Je bil za mene v bistvu tako dober novinar, ki je vedno vprašal to, kar je tudi mene tisti hip zanimalo. To je bila ta čarovnija. Našli sorodno dušo v tem, kako dojema situacijo. Ja, in vedno se uživiš in rečeš, kaj je zdaj tisto, če se res prepustiš in odpreš in točno pravo vprašanje pride. Recimo, ker sem pa začela jaz svojo novinarsko kariero kot časopisna novinarka, je pa seveda sem bila, časopisno novinarstvo se zelo razlikuje od tega besednega, audiovizualnega. Sem tudi tu imela nek model, neke gospe, ona tega ne ve, mislim, se niti osebno ne poznava, ona je kdaj pisala o meni, jaz o njej nikoli. Je prijazna gospa, no to pa je novinarka nekdanje Jane, Bernarda Jaklin oziroma Bernarda Rakovec je takrat še pisala. Namreč mene je vedno najbolj navduševalo, se to nisem nikoli povedala nikomur, ampak navduševalo me je to, kako ona z lahkoto upelje neko temo, kako z lahkoto začne pisati, ker tu je pa le treba vedeti, recimo, jaz sem, prva moja služba je bila na občinskem glasilu, in ker sem seveda študirala na filozofski fakulteti, ne pa na tej politični fakulteti Dolančevi šoli, kot so rekli, jaz nisem bila tako vešča tega političnega, tega socialističnega novoreka. Recimo, jaz bi rekla, vrtec sem se mogla naučiti, da ne, da vrtec je vzgojno-varstvena organizacija, so bile samo upravne interesne skupnosti. In sem rabila nekaj mesecev, da sem... Ta svet se vam je začel krčiti, namerno ste ga morali zmanjšati. Nek nov novinarski jezik, danes bi rekli politično korektan, ali kakorkoli, nek slang. In potem sem lahko ukleščena v ta jezik, da sem, ker sem usporedno pisala tudi za našo ženo, sem veliko brala tudi Jano in recimo prav to je bilo interesantno, kako je ta gospa lepo, svobodno, prosto, z lahkoto začela neko temo, ki sem jo jaz tam na naši ženi, ki je bila tudi mogoče majčkeno bolj politično orientirana, nisem nikoli vedela, a lahko tudi jaz zdaj tako prosto govorim o neki taki temi ali ne. Tu sem precej, ker sem brala njene članke, sem precej tako... Kako ona pristopa, ta veščina njena do teme? Kako pristopa, ja. Recimo, Srbi so dobri v tem, Oni takoj začnejo tako. Veste, vse je že takoj poetično, so prispodobe, mi pademo v ta članek, mi smo del te gostilne takoj, ali katerekoli debate. Tako da tega sem se v bistvu naučila z branjem tujih stvari. Je pa res, recimo, da ko sem združila časopisni del pa novinarsko, da sem pravzaprav, tu sem imela pa res neko, torej svetoval mi je, ko sem jaz prišla na televizijo, je bila urednica Eljerka Bizilj in njen svetovalec ali pomočnik je bil Tomaž Perovič. In Tomaž mi je seveda rekel, ker poglejte, v časopisu imaš eno tipkano stran, to bi bilo recimo 2 minuti pa 3 govora, je rekel, veš kaj, poglej zdaj ta tekst, kaj lahko damo ven, kaj lahko ven vržeš? Pa sem vrgla ven, Pa je rekel, no zdaj pa še enkrat. In potem sem tako oklestila, sem se navadila tega iz časopisnega skočiti in preskok na televizijsko, kjer sem zelo zreducirala. To je bila pa ta tehnika, enkrat sva to šla skozi in sem potem takoj osvojila. Ste se pa posvetili potem, ste lahko zbirali ali so vam tudi ustrelili v teh preferencah, da ste se
ne vem, posvetili bolj ekonomiji, to ste obvladovali finance, kmetijstvo. Je to bilo neka uredniška želja ali ste tudi tu preference? Recimo, če primerjam občina, na občini sem delala vse, ne? Tako da sem imela prav inicialko VN, to je recimo VJ je bil vse jaz, ne? Ali pa EN je bil en naš, ne? To sem imela par teh inicialk, tam sem mogla delati vse in sem se tudi vsega naučila zelo dobro, ne? Ker je to bilo cela ta občina, vse politično, družbeno življenje. Potem sem bila 1 leto v Slovenija lesu, sem bila urednica časopisa, sem imela ta Fabrški cajteng, sem videla, kdo je direktor, kaj odobri, sem spoznala to strukturo in to piramido, ne? Je bilo tudi zelo interesantno. No, na televiziji je bilo pa tako, ne? Ko sem prišla, je bilo prosto področje sindikat in obrt. Smo takrat rekli drobno gospodarstvo in sem s tem začela. Potem sem imela pa to veliko srečo, da sem v bistvu v času osamosvojitve Slovenije bila priča temu ekonomiji, monetarni politiki, vsemu, kar smo začenjali na novo in sem se dejansko osredotočila sama bolj na ekonomijo. To mi leži, ker sta starša doma bila to, ne. Oče je bil v Ljubljanski banki, ne novi, ampak prejšnji še, mama je bila v SDK-ju, mislim, mi smo doma ves čas imeli to a veste, to tako kot... Franka mislim, dejansko ste se te terminologije stvari pogovarjali, ne, a veste, in meni je bilo to jasno, ne. Pa tudi verjetno ste se hitro zavedli, ne, da to ima močne implikacije na družbeno dogajanje, na družbeno življenje, kako je konstituirana, ne vem, neka res... No, pa tudi, če sem čisto odkrita, a ne, to moje politični pogledi niso nikoli bili zelo tako, kaj ne rečem, politično korektno pravoverni, ali kako. Mislim, ja in ne, in to nikoli nisem čisto sigurna. Ne se trudili biti v lini, saj to ne nazadnje prinaša koristi. Tako sem rekla, da je bož moraj tihne, pustimo to. No, vse, ko sem delala politične stvari, vse sem jih, je bilo vedno popolni odzivi, kritike, napadi, tako da sem si potem s časoma rekla, v redu, tega ne bom, dajmo raje kaj drugega, ja, mi ni treba. Ali pa s časoma delam kaj političnega. Ne bom se čutila neizpolnjeno, če ne bom zdaj tu dosegla ne vem kakšne karijere. S časoma naredim kaj političnega, ampak je potem tak kraval. Ja, zdaj ne, ja, veste, da sem si mislila, joj, pustimo stati, bi rekli. Za dobrim konjem se praši, ne, da gre brez tega. To se verjetno hitro zaveš, da neke pač posledice pustiš v prostoru. Takoj, ko nisi v sredini te varne črede. Ampak mislim, da bi vas ljudje najprej prepoznali kot moderatorko, kot voditeljico, vodili ste kaj vse, intervju, žarišče, odkrito, moje mnenje, verjetno sem kaj še pozabil. Vsa možna omizja. Tako, polnočni klub. Polnočni klub, to je bila tudi ena krasna oddaja, še danes me ljudje srečajo pa rečejo, veste kaj, zakaj vi nimate v polnočnem, kdaj boste imeli v polnočnem klubu, a ne, pa ga že praktično 10 let ni več skoraj, ne, tako da, ja, so bile oddaje, ne, ki so pustile nek pečat. Je pa res, da televizijsko delo praktično izgoreva. Ti vržeš oddajo ven in ona je aktualna in gori in potem izgori. In ni za njo nobene sledi. Pa bi se dovolili, da se, ne vem, popolnoma pripiše neka identifikacija vašemu temu, kar ste pustili v karieri. Ja, mislim, da sem vodila polnočni klub, ali da sem, ne vem, pokrivala ekonomijo ali finance. Kaj bi, mislim, legacy, dediščina vaša, kaj bi želeli, po čem bi vaši, ki bodo prihajali za vami, imeli ta prvo asociacijo povezano z videopredstavijo? Vas razumem, kaj je ta, moj moto je ta, tudi v novinarstvu bil vedno, da se pogovarjam z vsakim o vsem, a ne. Jaz se lahko pogovarjam s tem, čeprav ga ljudje označujejo, ne tega pa ne, a ne. Se pogovarjam o tej temi, rečejo, ne, pusto temo, bežimo, ne, spet so napadi. A veste, vedno me je pravzaprav v tem majhnem slovenskem prostoru, a ne, so bili največji odzivi, ko sem se pogovarjala z nekom, a ne, in sem se dotaknila neke teme politične, ki pač ni bila, jaz pa se tega ne grem. Pa ste to je malo kot izziv, ali je to vaš etični kredo? Kredo, jaz se pogovarjam z vsakim o vsem. Jaz ne pristajam na to, da bomo izbirali, ne, to je pa ta. In se ne smem a priori vsega. Ne, mi tega pustimo to primeru. Ne, jaz se pogovarjam z njim. In seveda potem te takoj vržejo v ta tabor, pa on si polhne nekih nalepk, kaj si ti zdaj, pa ona je to in ona je to in ljudje si ne znajo
znajo razlagati, ampak lejte, ljudje pri nas jemljajo novinarstvo kot neko nogometno tekmo, a ne, imamo naše pa njihove in zdaj oni navijajo, ne. Ne, mislim, mi kot novinarji moramo biti na strani gledalcev vedno, ne glede na to, mi nismo dol v ringu, ne, to je čist napačen pogled na novinarstvo. Ste čutili podporo od strani sodelavcev ali pa tudi privoščljivost ob uspehih? Moram pa reči, to pa je dobro vprašanje, a veste, da prav zadnji 2 leti, 3 leta, ko je bilo toliko napadov, sem bila zgrožena, da je televizija leglo nesposobnih, zavidljivih, leglo zla in lenobe. Moram reči, me je zelo žal, ampak to sem pa spoznala, to me je zelo šokiralo. Ja, nesposobnost, zavist. Do tega, da je prišlo, se to samo razkrilo zdaj ali je pa to z temi zleti? Mislim, da se je zdaj to razkrilo. Prej nikoli ni bilo tako latentno, vedno nekje. Latentno, očitno latentno. A veste kako, glejte, jaz kljub vsemu pač službo jemljem kot službo. Jaz ne bom šla zdaj na neke okope, jaz ne bom protestirala in imela neke majice in tam se nekaj šla in prosila nekega politika, rešite nas, prosim. To ni del mene, jaz se tega ne grem. Lahko hitro zaparaš temu mesijanskemu kompleksu, če ne lastnemu, pa da v drugega projiciraš. Vedno neka ta, kot filozofinje, verjetno imate neko to zdravo distanco. Tako, kritično distanco. Kot filozofinja, jaz tudi moram reči, jaz nimam črednega nagona. A veste, to me velikrat v novinarstvu, v bistvu me je to malce blokiralo. Jaz, če vidim, da vsi mislijo isto, absolutno takoj že iz metodologije, metodološko, sokratsko, ali kaj rečem, dialektično, absolutno ne mislim tako. Ajde, postavimo se na uno stališče, pa da vidimo, kaj bo. Če bo iz antiteza, bo neka sinteza nastala. To je pač v meni. Gotovo, ker v tem je dinamika, ker recimo mislim, da je Antigona rekla, kar je običajno, je votlo, kar je povprečje, tu ni. Tako, če vsi mislijo isto, je na meji. Nihče nič ne misli, ne? In vsi grejo, a je to na meji? Možgančke na pašu pa. Pa gremo. Je kdo naredil na vas od teh gostov tak vtis, da ste se še ga zdaj zapomnili? Kakšna anekdota, kak vtis o kakem gostu, mogoče tisti cukrčki iz odrja? Teh cukrčkov je veliko, ker je to situacijska komika. Recimo, nekoč smo imeli oddajo o konoplji, in je, mislim, da je Rangel se piše iz vaš rojak, je prinesel v studio tako eno konopljo, ki je rastla. Seveda industrijsko, da ne bo zdaj kdo kaj mislil. Revež je bil celo zaprt zaradi tega. In v nekem trenutku je neki gosti začela lesti iz te konoplje gosenica. Ne boste verjeli. Organsko zgleda, vse predelano. Je bilo res noro, ampak ta gospa to ni opazila, to je šlo skozi. Potem je bilo, sem imela nekega duhovnika iz Tomašiča iz Dunaja, ki je že žal pokojen, smo imeli oddajo o Venetih, in ta bogi gospod je imel dolge zimske hlače, gate rečemo, in so se mu videle potem na tem posnetku, to nismo potem ustavili, mislim, to je bilo malo nenavadno. Bila je pa taka zadeva, kar se pogosto na televiziji zgodi, da so snemalci zamudili. Zdaj, a so bili na drugim oddaji ali kakorkoli, skratka, sredi snemanja, tako kot zdaj so bile kamere postavljene stacionarno, in sredi snemanja pride nekdo in začne zavijati to preprogo. Te ljudje so si rekli, kaj je zdaj to? Kaj je zdaj? Kaj dogaja? To je bilo zelo smešno. Potem smo imeli oddajo, ko nam je žarnica počela nad glavo, ampak ta oddaja je bila v živo. Tako da mrtvo hladno se delamo, ni potresa, ni nič, ni atomske bombe, gremo naprej. Je pa tudi taka situacija, recimo nekoč, se veste, jasno, se odločimo za neko temo, potem ne vem, zakaj spremenimo temo. Temu primerno je bilo neko omizje, ko sem jaz naročila vse goste in potem sem jih mogla vse preklicati, sem pozabila preklicati Jožeta Pučnika. In namesto političnega omizja imamo mi potem neko finančno in pride Pučnik na vrata in on je skoraj kap zadela. Skratka, se je razumel, ampak je bilo tako zelo nerodno. Tako da teh tem je ogromno. Imeli ste dolgo kariero, čudno bi bilo, če ne bi bilo teh, upajmo take, ki se jih boste z veseljem še spominjali, od cvirkov. Ne gre drugače, pač življenje. Celo mislim, če je v živo, to je zahtevno, snemanje v živo zahteva celega človeka, strahotno koncentracijo, verjetno. Tako je, veste kaj, je pa zelo velik šarm je to, ker je zdaj je ta. Zdaj, v tem trenutku
nič se ne lepo bo montaža, naredi. ne bo postprodukcija. In tudi oddaja je povsem drugačna, če je v živo, tudi gostje so bolj skoncentrirani in ne vemo, kaj bo. In je ta napetost in je fajn, jaz sem rada oddajo v živo. Jaz si tega ne upam, zato bodo gledalci to gledali, bo mogoče kaj zaradi mene treba rezati, ampak na zadnje ste dobili potrditev, neko to svoje profesionalstvo ali pa te širine ali pa to, da niste bili a priori, ne vem, odklonjeni do ljudi. 4 gongi popularnosti. Kako ste dojemali to nagrado? Je to bolj, ne vem, čist mimogrede, ali je všečno, ali je nadležno, ali je pa, celo ste mislili, to moralo priti samoumevno, če ste malo holi, ali pa je to res potrditev nekih kompetenc, kot kaj ste Veste te kaj? gonge jemali? Ja, tako, te gonge sem bila zelo vesela, da sem jih dobila, ker so bili to gongi publike. To ni bil gong nekega stanovske organizacije, ki mimogrede mi nikoli ni dala nič, ampak dobro. Tudi to govori o nečem, ja. Ampak to so bili gongi ljudi, ki so me gledali in jaz sem bila na nek način, zdaj pa upam, da ne zveni preveč neskromno, vida nacionale, tako so tudi zapisali. Še danes me vsak sreča, zadnjič me sreča gospa na pokopališču, prav, gospa, veste kaj, Zanče Strgaru v vaši vdaji govoril nekaj o žalah, da so smreke in korenine metale žare ven. Glejte, kaj me vse vprašajo? Zdaj pa mi, da vas obračajo često, da ste... Tako, kje je to govoril? Vsega, gospa, ne vem, mislim, Strgar je napisal to župan Ljubljane, nekaj knjig, jaz nisem vsega prebrala, najbrž je tam, pejte v knjižnico pa vprašajte. Ampak še danes, če grem po cesti, me vprašajo prav konkretna vprašanja iz mojih oddaj. Kaj takrat mislil? Kje je to? Kaj je to? Tako da na nek način je to velika potrditev, da me ljudje gledajo, da me sprejemajo in sem bila neizmerno vesela teh gongov. Se to je ravno bilo hitro očitno, da se posvetite temi, da ni videti, da vam je odveč, da vam je nadloga. Da ni zdaj pač zopet en dan v pisarni nekdo, pa premetava neke papirje, jaz pa pač en dan, pa še nek gost, pa dajmo to Ne, Bernard, jaz se pogovarjam z vsakim o vsem. Pri meni ni prepovedanih tem. To včasih težko razumeti marsikomu. Težko. Saj jaz sem bil zraven. Nazadnje smo se tudi v preteklih tednih toliko družili, da tudi tam pri nas v Prekmurju so selfie naredili z vami. Oziroma en gospod, ki je bil tam pri Šanku, je malo posumil, pa če včasih rekel, vas pa poznamo. Gotovo ti gongi popularnosti niso prišli zaradi tega, ker ste bili recimo pol leta v nekem dobrem odnosu z šefi ali pa ker ste na dolgi rok morali. Ste pa vendarle bili tudi na ne vem rekel, bojni nogi, ali bili ste suspendirani. Kaj je pa spet ta nek drug vidik tega dela? Jaz sem se sama veliko spraševala, ker tudi zelo legalistično gledam na svet in sem si mislila, če nisem nikamor nastavljena, pa se me ne more od nikoder odstaviti. Kaj sploh pomeni ta suspens? V bistvu to je čista igra besed. Ampak dejansko sem bila, seveda, kadarkoli sem jaz kaj političnega rekla, je takoj v tem okolju završalo, ki je bilo bolj levo, od nekdaj bolj levo, če smo čisto odkriti. In sem vedno kaj narobe povedala. No in prvič je bil ta suspens, če mu to tako rečemo, sem v Utripu leta, mislim, da je bil 26. marec 1994, ravno v obdobju Depale vasi, sem očitno nekaj rekla, kar nekaj ni bilo v redu, sem takoj me doletel suspens, 8 let nisem delala Utripa. 8 let. Čak, mislim, to je... Ja, lejte, jaz sem rekla v redu, če mi ga ne daste, jaz se nikamor ne silim, kar mi dajo, delam, če mi ne dajo, pa prav, v redu. Potem je prišel Uroš Lipuščak, ki ga imate vi velikokrat v oddajah, za odgovornega urednika, rekel, ti zakaj ti ne delaš Utripa? Sem rekla, pojma nimam, ne vem, ker mi noben tudi nič povedal, mi je dal nazaj Utrip. Rekel, ti moraš delati Utrip, ne zato, ker bi bila jaz tako dobra, ampak ker smo mogli vsi delati, ker Utrip se dela v soboto, zakaj bi jaz imela proste sobote. No, potem se je pa zgodilo leta 2006, spet Utrip, je bil pa čas tega, da smo praktično, mislim, da je finančni minister Bajuk v tistem tednu rekel, da ne bo prodal belgijski banki KBC večinskega deleža Ljubljanske banke, čeprav je to pisalo v pogodbi. In jaz sem seveda to komentirala, ker veste, najprej so govorili, da ni važno, kdo je lastnik banke, itak je važno, da banka dela dobro, zdaj so kar na lepem rekli, ja,
zdaj pa je važno, ne. Seveda, in ta komentar me je spet stal suspenza in potem pa nisem več delala. Potem so me pa kasneje še prosili, saj kaj ne, hvala, zdaj pa jaz ne bom več delala tega utripa, ker ti pobere živce. Itak komentirati ne smeš nič, ne. Je bož, da greš mirno skozi življenje. Preveč dlakocepsko gledajo na vsak, ne vem, tudi nijanso, ki ima neko politično konotacijo. Ja, seveda, veste kaj, na RTV-ju se od nekdaj politika vtika v delo televizije in seveda, če politika nastavlja urednike in vse ostalo, ves management, da tako rečemo, potem se vsi bojijo in se samo vprašajo, a sem še urednik, ne. Zjutraj povejte mi, če sem še, koliko je ura, a sem ste me začeli ignorirati ali pa še vedno v tem. Ne, ste imeli občutek, da ste stalno nekomu trn peti ali pa, da je to bilo stalno ta nekje v ozadju, ne, veste kaj, vedno sem imela občutek meje, a ne. To je tako, kot recimo, vi imate kosilnico za travo, nastavite neko določeno višino, a ne. In zdaj, če vi ostanete trava pod to višino, vas ta kosilnica ne bo posekala, če pa zrastete ven, vas pa bo, ne. In vedno sem rekla, lej, pustimo, a ne, v redu, pejmo, drug teden je dopust, gremo naprej. Nisem se potem več spuščala v te stvari, ki bi mi vzele veliko energije, po nepotrebnem. Ja, sem raje delala ekonomske teme, tako kot ste prej že sami opazili. Jaz zelo rad omenim Balzaca, ne, in Izgubljena iluzija, mislim, da je tam ta prizor, kot tisti mlad intelektualec tudi pride s podeželja v mesto in želi biti pisatelj, pa se najprej ne more preživljati z tem poklicem, zato se poskuša zaposliti pri lokalnem časopisu in urednik ga vpraša, ne, zakaj pa to želi. In odgovor je naivno pošten, iskren, kot je bil vaš, želim ljudem posredovati resnico. Na kar se urednik začne krohotati, smejati, preko tega pa to ne počnemo, mi moramo zadovoljiti naše delničare, lastnike, to je primarno. Vendar to je nacionalni medij bil. To bi moral biti primarni cilj, nacionalni interes, oziroma kar je skupno dobro za vse. Pa vendarle pravite, ne, da je lejte, to je bila ena velika potegavščina, je bil tisti referendum in vsa kampanja, ki se je borila za javno RTV, no, in zdaj imamo to javno RTV, zdaj imamo, ne, in zdaj povejmo, a je zdaj to, ne, da imaš ti v upravi pravzaprav notranje zaposlene, kako bodo oni sanirali, brez ekonomskega znanja, a ne, da imaš ti direktorico, ki je pravzaprav štrajkala, prosila lepo predsednika vlade, dajte nas rešiti janšistov, ne, ali pa, tako so povedali v Odmevih, glejte, to so vse javni citati, ne, je prišel predsednik vlade in rekel, saj smo se zmenili, da bomo, saj veste, o čem govorim, da bomo na televiziji vas rešili janšistov, ne. No, se je dobil neko ovadbo, ampak itak z tega ne bo nič, ne. Ampak dobro, zdaj, če te kvalificira to, da ti z ministrico za kulturo protestiraš pred televizijo in prosiš politiko pred parlamentom in še kje, in seveda vodiš javne pogovore s predsednikom vlade, z Golobom na javni sceni, če te to kvalificira za direktorja televizije, potem so pač razmere take, kot so. Ja, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da mora biti to neki intelektualec, ki ima kaj pokazati, ne. Včasih je bil tudi kakšen kulturnik je bil, ne, saj smo imeli kulturnike, saj smo imeli ljudi z neko težo, zdaj je pa to ratalo tako banalno praktično kot neka Facebook stran, a ne, pa delamo, kar hočemo, ne. Recimo, da si zdaj lahko privoščite res svoboden govor, ne, ki ga prej zaradi pač pogodbenih vezi z delodajalcem morda si niste smeli, mogli privoščiti, zato ker smo vdaj neposredno, morda tudi neposredno vprašanje, da bo to, kar ste zdaj govorili, mogoče tudi gledalce malce bliže. Če bi ocenjevali od 1 do 10, recimo ta politične pritiske strani znotraj hiše, pa zunaj hiše RTV-ja, pri čemer je 10 svoboda, res je ta kreativna, ki bi naj bila, ena je pa res nezadostna, akademska nezadostnost, se pravi tisti res avtokratski pristop. Kako oceno bi dali, katero? Ja, lejte, ta ocena bi absolutno se spreminja skozi čas, ne. Jaz sem prišla na televizijo leta 88, to se pravi pred osamosvojitvijo, in takrat je bila ocena 10. Res? Mi smo imeli svobodo govora, je že bil ta utrip, če bi se mi kot novinarji tako obnašali, kot se danes, se mi nikoli ne bi osamosvojili. Tako prestrašeno, tako enostransko, tega ne bi bilo. Takrat od 88 do 90, pa potem še po 90-ih, smo lahko govorili, kar smo želeli in je bila televizija RTV Slovenija zelo
pluralna. A ne? Lahko smo imeli različne poglede, različne goste, potem se je pa to počasi začelo zapirati. Ne? Tako da danes, recimo, če bi danes ena slaba dvojka, 2 do 3 mogoče. Ja, lejte, se nimamo kaj pa ima danes za ponuditi, ne? Televizija praktično. A veste, pluralno, a ne, lejte, a sploh kdo še gleda to, a dobimo mi neko informacijo, ki je čez dan nismo slišali že drugje, a ne. Prvič je to tehnološko čisto zaostal koncept, a ne, da ti verjameš, da ob 7 zvečer bojo ljudje prvič se seznanili z dogodki dneva. Absolutno ne, ker imamo na telefonu ves čas dogodke dneva in je konceptualno to praktično potrebno spremeniti, če želijo dobiti tudi mlade gledalce. A ne? Druga stvar je pa ta, da seveda moraš imeti ti oddaje za vse, ne samo za mlade, ki si želijo izvedeti, kako je videti spolnost med dvema istospolnima, prav, ne, v redu, ne imajo oddajo, ampak moraš imeti tudi neke oddaje za starejšo populacijo, ki vendarle potrebujejo neko drugačno uravnoteženost tem in gostov in da niso eni gostje povsem črtani, ne, ker danes se novinarji sprašujejo, kdo je na Indeksu, s kom se smem pogovarjati, aha, on je pa ta, ne, to pustimo. Kaj bo on povedal? Namesto, da bi se pogovarjali, a je to neka nova vsebina, ki bo nekaj pridodala k tej zadevi. Od tega, da smo prej imeli, da ste rekli, da se z tem pogovarjam, zdaj mediji že služijo temu se reče character assassination. Tako, oboj značaja, ja. O tem oboju značaja vam pa lahko zelo veliko povem, ne. Lejte, tisti, ki študirajo čarovniške procese, vam lahko povem, da zadnje se je odvil marca lani, ko je skupina, sem si pa prav, da bom prav citirala, to so nevladne organizacije, Zavod Mirovni inštitut, Pravni center za varstvo človekovih pravic, Zavod za kulturo raznolikosti in oni so v bistvu na Ustavno sodišče, nevladne organizacije, poslali amicus curiae, to se pravi neko prijateljski nasvet, ker niso bili stranka v postopku glede tega zakona o RTV, a ne, za katerega je Ustavno sodišče reklo, bom čisto na kratko povedalo, veste kaj, ker ne vemo, ali je neustaven ali ne, boljše, da ne velja. Ne, je bilo to pametno, oni so pač rekli, ne, mi vam prijateljsko svetujemo, da naj kar začne veljati ta zakon, zakaj? In potem je skoraj 100 strani neke obrazložitve, a ne, seveda nekega v bistvu lova na čarovnice, glavna čarovnica Vida Petrovčič, ki noter nastopa, a ne. Vam moram povedati prav za oddajo, recimo, ko govorimo o cepivih, a ne. Vse je našteto, kaj vse v tej oddaji. To je bila neka arena, recimo prav ta, kjer smo govorili o Svetovni zdravstveni organizaciji in pa steh, ki jih to prinaša, a ne. To je bil 20. februar, a ne, lani so me napadali, vse oddaje analizirali in so se pač oprli na mnenje zdravniške zbornice, da je oddaja podrla številne napore sodelavcev na RTV, ki verjamejo v odličnost pri komuniciranju znanosti in tako naprej in tako naprej. Očitali so, da je v oddaji sedela gospa, ki v bistvu je veljala mogoče, je zdravnica, psihiatrinja, Biserka Ilin, ki so jo oni označili kot anticepilko, a ne. Čeprav je oddaja govorila o Svetovni zdravstveni organizaciji, o tožbah ljudi, ki so imeli posledice po cepljenju ali pa so njihovi svojci umrli. In seveda je gospa Biserka Ilin povedala samo eno dejstvo, to pa je, da še danes nimamo podatkov, koliko cepljenih proti covidu je umrlo. Zdaj pa jaz recimo verjamem, da nevladne organizacije, ki ne tekmujejo na volitvah, da nevladne organizacije napišejo nek traktat, mogoče je naročen, mogoče je plačan, one morajo služiti kruh na trgu. Ampak tisto, česar pa ne razumem, pa je, da Društvo novinarjev Slovenije, ki se je podpisalo pod cel ta traktat, da to Društvo novinarjev Slovenije podpira tak napad na svojo članico. Recimo, jaz sem bila 43 let članica Društva novinarjev Slovenije, če zračunam na hitro, sem iz članarino plačala 10.000 evrov, recimo, ne. Pa pustimo, sem plačala članarino, ampak zdaj vi povejte, kaj je Društvo novinarjev Slovenije za to članarino naredilo za pluralizem medijev v Sloveniji, za pluralno medijsko krajino. Ja nič, ker če Društvo novinarjev podpiše tale traktat in s tem hkrati napotuje novinarje, pazite malo, koga boste povabili v oddajo. Če bo to nekdo, ki je označen kot anticepilec, ne, tega ne smete, pri čemer jaz ne vem, kdo je anticepilec. Če bo nekdo, ki je janšist, kdo je to? Pojma nimam, kdo je to. A ne? To se pravi, mi že vnaprej, in to društvo, stanovsko društvo,
označuje ljudi in jih postavlja na nek indeks, ne? S temi ljudmi se ne sme govoriti, ker boste rušili vse tisto, kar so, ne vem, to, kar je pač pisalo, sem citirala ta stavek. Bodi priden sluga interesom. Ja, in pazi, kaj rečeš, in nekateri ljudje so na nekem seznamu, a ne, njih ne. Persona non grata, persona non exista. Ampak čakajte malo, mislim, kako lahko to novinarsko stanovsko društvo, tazga društva mi ne potrebujemo, ker tudi mladi ljudje si niso nič upali. Ne? Sej podoben šok nam je povedal v pogovoru, ki smo ga nedolgo objavili na naši televiziji, Branko Gradišnik. Rekel tega, da se z uredniki normalno pogovarjal, pa neko intelektualno izmenjavo mnenj imel, je rekel, sem prišel do tega, da sem postal počasi persona non grata, pravi, zdaj pa ko persona non exista, zdaj pa ko da me ni. Popolna ignoranca, popoln mavk. Zakaj? Ker zastopa neko stališče, ki po njegovi tresni presoji, ne vem, ima tudi vsaj neko civilizacijsko legitimiteto. Zakaj ne bi vprašali Gradišnika? Ne? In konec koncev, lejte, če grem naprej, ne? Ta čarovniški proces, ta traktat, v katerem je glavna nastopajoča čarovnica Vida Petrovčič, ne? Je pripeljal do tega, da mene v teh 2-3 letih nihče ni nič vprašal. Jaz vam čestitam, da ste si upali v bistvu mene povabiti. Čarovnico Vido Petrovčič, oprostite, ker lejte, zdaj, če eno leto potem, ko je ta traktat nastal, gledamo, kaj pa je danes, a ne? Ja, danes je pa zemlja spet ravna plošča, sonce vzide in zaide, imamo luno in vse je v redu, vse je super. Ker če bi pa danes, očitno ni nobenega naročnika in plačnika za tak traktat, če bi pa danes analizirali, a je vse v redu na RTV-ju, a je program uravnotežen, a tam, kaj pa je danes tam, je zdaj pa tišina. Samo jaz bi vas tudi zdaj prosil, imate pravico, pojdi vam malo globje, jaz bi rekel, da je to simptom. Da to, kar se je zgodilo z vami, je samo posledica nečesa globljega. Kaj je tisto? Kako bi v parih besedah, ravno covidu, ki se je razgalilo, nekaj, kar je bilo latentnega, da je samo še kapital, ali je partitokracija, ali so farmacevtski lobiji, ali je tu res želja po zmanjšanju števila prebivalstva, ali je postal nacionalni medij od tega, da je bil v 80-ih nacionalno konstitutiven, oziroma do tega, da je postal destruktiven v 20 letih, kaj bi vaša diagnoza bila tu v zadnjem? Ja, vse to, kar ste rekli, vsi ti lobiji, ki ste jih našteli, pa mogoče še kakšen, za katerega sploh ne vemo. Mi v bistvu danes ne vemo, kdo te medije obvladuje. Zato je zelo pomembna ta Descartova clara e distincta percepcija. A veste, da točno veste, kaj vidim, kaj slišim, kaj zdaj to pomeni. Mi moramo ves čas, ne smemo biti kot ovce, ne smemo s tem črednim nagonom tja, kjer grejo vsi, gremo še mi, pa bo najlaže. Moramo se vedno, sploh pa kot novinarji, spraševati, kaj to je. In konec koncev, lejte, mi smo imeli pred RTV-jem, smo imeli gospoda Troho, on je tudi najbrž označen, a veste, zdaj smo mu že dali nalepko pojoči major. Mogoče še kaj, jaz ne vem, ker ga ne poznam, ampak prva stvar je ta stigmatizacija. Aha, ta je anticepilka, ta je janšist, ta je pojoči major, zdaj smo ga že dali v nek predal in vsak prvo asociacijo potegne, prva stvar je ta stigmatizacija, ja, ta je janšistka, počistimo janšistka. Pa se ni najlažje, mislim, nekaj že povedal, kakšen je ta modus operandi. Najprej diskreditacija, da lahko sledi eliminacija. No in seveda, zdaj ta pojoči major je imel skupino ljudi, ki je 4 mesece, Bernard, 4 mesece štrajkala pred televizijo dan in noč. To vam lahko jaz potrdim, ker sem hodila ob 6 v službo, sem ljudi videla tam pred vrati RTV-ja. Niti enkrat nismo teh ljudi vprašali, kaj hočejo, zakaj so pred RTV-jem, zato so bili, da bi jih vprašali. Jaz mislim, da smo tu res padli na izpitu. Ja, druge marginalne skupine imajo svoje glasne predstavnike. Ja, tako. In zdaj se neko društvo poteguje za ne vemo kaj, za neke novi zakon, ki je itak slab, blati svojega lastnega člana, ampak to pa, da pa mi pogledali, ali mi opravljamo kot novinarji to svojo funkcijo, vam povem, da tukaj smo absolutno padli na izpitu. Jaz, kar se osebno bojim, namreč bom kar odkritko pogovarjava neposredno, da se začenja širiti kultura strahu, ki naj bo stalno prisotna, da se bo lahko po potrebi inštaliral nek ukrep, na katerega bomo zaradi te konformnosti, v katero zelo hitro preidemo, če nam neka nevarnost grozi, bomo takoj dali svoj glas ali pa svojo
energijo, zvestobo nekomu, ki si obljublja, da bo to nevarnost odpravil in da torej medij služi stalnemu pogrevanju, da je ta ogenj nekega strahu stalno prežgan. Ja, veste kaj, ta strah so seveda ustvarili razmere, namreč ljudje nismo več samostojni. Če bi vi ali pa jaz, če bi midva imela naprimer neko kmetijo, da imam jaz kmetijo in bi si na njej pridelala vse, kar potrebujem, ne bi potrebovala sploh denarja. Mogoče bi šla midva v naturalno izmenjavo, jaz bi vam dala jabolko, vi pa meni mogoče klobase ali karkoli. A ne? To so včasih ljudje imeli to samostojnost. Danes smo pa vsi vpeti v ta svet, še gotovino nam bojo vzeli, s časoma. To je naslednji korak. To je zdaj naslednji korak in enostavno bomo mi odvisni od tega velikega sistema, ki bo potem za nas odločal, nam ukazoval in mi enostavno ne bomo mogli, in to je ta strah, to bo strah preživetja. Lejte, Kitajci imajo neke bonus točke. Socialno-kreditni sistem, ki ga počasi želijo uvesti, oziroma že so javne razprave, koliko dobro ga to prinese, In tu bojo te značajske poteze, ko jih imate, prepoznavam pri vas, to, kar mislim, da tudi pri sebi morda, da ta, ne vem, konformizem, ne vem, se organsko upira. Pred snemanjem so se pogovarjali o tistem znanem poskusu, ko so celo ljudje začeli izvajati nekaj, ne da bi vedeli zakaj. Opisamo zelo na hitro, z 2 stavkoma, če dovolite. Neki čakalnici so člani raziskovalne ekipe sedeli, kot da čakajo na pregled pri zdravniku, na kar pride naključni obiskovalec in prav tako čaka, na kar se oglasi zvonec in vsi člani raziskovalne skupine vstanejo. Potem ta naključni obiskovalec gleda, kaj to je, na kar se zvonec ponovi. Pri naslednjičku zazvoni in ko vsi vstanejo, tudi ta nova oseba vstane, čeprav ne ve zakaj. In potem, ko počasi en za en odidejo iz te čakalnice, zvonec ponovno zazvoni in sedi sedaj sama za sebe, celi čakalnici ta oseba, in ko zasliši zvonec, kaj naredi? Vstane. In ko pride naslednji slučajni mimoidoči to čakalnico, ko zazvoni zvonec, oba vstaneta. In ta drugi vpraša to prvo, zakaj pa vstajate? Ne vem, prej so vsi vstajali in mislim, da sem tudi jaz morala vstajati. Ja, lejte. Se pravi, a je to logika? Ne, to je bil primer te naše stavke, tako imenovane stavke. Nekaj posameznikov je v bistvu zmotiviralo celo televizijo, s tisto majico nikogaršnji hlapci, ki jo jaz nikoli ne bi oblekla, upam, da imajo zdaj to nikogaršnji hlapci majico, ko hodijo koliko prosijo za denar, upam, da jo dajo zdaj gor. Ampak to je bil primer teh mladih ljudi, ki si niso upali, ali pa recimo te črede, ki je potem vsak je moral, človek je moral biti zelo trden, da je rekel, lej, to me ne zanima, jaz pač se ne udeležujem političnih akcij. To je politična akcija, jaz se politike ne grem, konc, in ne stavkam, pika. In to je vse. In to je bilo grozna zamera, to je cel čarovniški proces. Pa še do procesa ni prišlo, zato ker itak ustavno sodišče ni še nič reklo in enostavno, sploh tudi jaz nisem imela priložnost kaj povedati. Se pravi, cenimo tvoje mišljenje, hvalimo te, doktor je skladno z našim. Ja, tako. Se pravi, jaz bom čisto zdaj vprašal pa v imenu svojih staršev, pa tudi koga drugega še. Ali je torej vaše mnenje, da je cilj nacionalnega medija objektivno sporočati gledalcem o objektivni stvarnosti ali vendarle že intencionalno, namerno to ni, da je nekaj drugega? Da objektivno poročanje ni več primarni cilj nacionalnega medija. Torej, to, kar se dogaja, ni več objektivno poročanje. To ni več objektivno. Tudi objektivno bi bilo, da vsak plačnik dobi tisto, kar je plačal. Zdaj se vi vprašate, ste vi dobili to, kar plačate s temi 12 evri? Jaz bi rekla, da ne. In potem v nekem trenutku medij izgubi kredibilnost, in ko medij ni več kredibilen, ga nihče več ne gleda. In potem zelo težko ti prepričaš ljudi, recimo, če si eno leto prej imel po celi Sloveniji tako imenovani roadshow, so hodili po Sloveniji skupaj z Niko Kovač in z vsemi in govorili, kako je grozno. Zdaj so ljudje ugotovili, zdaj smo pri tem neurolingvističnem programiranju, da RTV je grozno, To so toliko časa vstajali v glave ljudem, da je zdaj RTV grozno. In da vsak, če vi rečete RTV, pomislite, aha, grozno, razumete? Že refleks se je razvil. Refleks se je razvil, zdaj imajo to, kar so sejali, zdaj žanjajo. Tako da so zgubili na kredibilnosti in seveda hkrati pa imajo tudi tiste, ki so jih politično podpirali,
Te pa tudi zdaj zahtevajo eno ceno in eno plačilo za to, da so jih rešili janšistov. Te pa tudi zdaj zahtevajo, kar sem jaz vedno spraševala, jaz sem 11 oddaj o novem zakonu vodila in sem rekla, kako boste, sem stavkajoča vprašala, to, ki je vodila vse skupaj, kako boste potem ločili od teh, kako bodo oni prišli, da poračunati zadeve. Ja. Veste, ko pravijo, zastonj je samo sir v mišolovki. Vse se treba plačati. Saj ne bi rad bil predolgo, ker bo počasi zaključevala, ampak ta vaša COVID izkušnja, ker samo potrjuje to, kar se je zgleda transformiral, iz česa v kaj se je transformiral ta naš nacionalni medij, s tem kampanjo strahu. Vi ste imeli osebno izkušnjo, ki je tudi na nek način je botrovala ta vključenost v ta kolektiv nacionalnega medija. Vi ste cepljeni? Ja, jaz sem cepljena. Potem ste pa tudi spoznali drugo plat. No, lejte, tako je. Jaz seveda dobivam veliko dopisov, veliko mailov, jaz spremljam vse to, kar se je o cepivih dogajalo. Imela sem že pred cepljenjem, preden je bilo cepivo sploh razvito, nekaj teh oddaj o mRNA cepivih in tako naprej, ampak očitno niso bile tako odmevne, ker takrat cepljenja sploh še ni bilo, ker še ni bilo cepivo zunaj. Ampak jaz sem od nekdaj dvomila v to, da je mogoče, lejte, mi imamo AIDS tukaj praktično 40 let, pa še vedno nimamo cepiva. Zdaj pa bomo kar na lepem v pol leta pa dobili neko cepivo, ki v bistvu ni cepivo, ker ni narejeno iz tega virusa, ampak je nekaj drugega, nek eksperiment ali kakorkoli bomo temu rekli. Ampak tukaj je spet prišlo do tega jezikovnega lepljenja. To je zdaj cepivo. Mi smo ga stigmatizirali kot cepivo in ko ti rečeš cepivo, ljudje mislijo, ja, to je cepivo. In potem v teh debatah rečejo, lejte, se je bila ošpice, se je bilo to, ja, ampak tisto ni cepivo. Zato so najprej definicije morali spremeniti. Ja, tako, kaj je epidemija, kaj je... Tako, vse to je tako. Ja, da ti serviraš nek nov izraz in to je mene vedno motilo, novinarsko motilo. No, potem sem pa seveda bila cepljena, jaz sem se cepila zaradi vnukov, nisem se mislila cepati, ampak je sin rekel, ja, mami, kako bomo mi tebe zdaj zaščitili pred otroki, ti boš jih šla iskati, zdaj, če bojo oni, se veste, bila tista kampanja, starih staršev ne bomo mogli zaščititi, to je bila tudi ena taka kampanja. Pa zanimivo, na začetku je bilo videno, kako je vse vodeno iz enega centra, ker so bili vsi ti reklamni spoti, dajte se, ne se socializirati, distancirajte se, vse je bil en sam tekst, mislim, to je bilo najbolj noro. Skratka, ti je vzbujalo precej dvomov. No, potem pa sem imela po cepljenju, jaz pravzaprav majčkeno težav s srcem, me je tiščalo pri srcu, v bistvu, če bi športala, če bi tekla, če bi hitro plavala, sem imela občutek, da se bo nekaj zgodilo, in tako da tudi na morju sem plavala bolj ob tisti vrvi, ki označuje plažo, da za vsak trenutek lahko primem. No, potem sem pa ravno to gospo Biserko Ilin, smorte misliti, vprašala, kaj bi to bilo, je rekla, ja, pač to je ta posledica, očitno posledica cepiva in pač mi je priporočala čisto enostavno koencim Q10 pa magnezij, ki sta mi zdaj to situacijo malce umirila. No pa moram še to reči, da ravno po tem cepljenju smo pa mi imeli v službi pa zdravniški pregled, tisti obvezen, na 5 let in veste, da so mi res ugotovili povečane jetrne encime. Prvič v življenju jaz nisem sploh vedela za jetrne encime. Zdaj, če bi jaz imela ta pregled pred cepljenjem in po njem, če bi bili pravzaprav fair, da bi rekli, v redu, gledamo, tudi če bi zdravstvo reklo, dajmo se pogledati, a vi sploh smete to dobiti, kakšno je vaše zdravstveno stanje, bi tudi lažje rekla, lejte, zdaj imam povečane jetrne encime, zaradi tega nisem mogla te povezave, ampak dejansko sem jih imela in do zdaj še nikoli nič ne. Skratka, to je to. Saj vam je zdravje tudi zelo blizu tema, vi ste se celo izdali knjige z področja kulinarike, zdravja, hujšanja, tako da to tudi zdaj postaja še vedno, prihaja vedno bolj fokus, ali je to tudi nekaj, kar ste kot, ne vem, hobi ali tudi drug jaz, na nek način se tu izražal na ta način. Veste kaj, razlog je bil povsem novinarski, da tako rečem. Mene so ljudje spraševali, jaz sem v nekem trenutku zelo shujšala za 25 kilogramov, ker sem pač osvojila to Montignacovo dieto, na kratko črtaš sladkor, ogljikove hidrate. To sem osvojila in to je bilo to. Ampak potem so me vsi spraševali, kako je to bilo, se veste, ker me vsi vidijo, in sem si potem rekla, lej, bom jaz napisala knjigo,
tako da bojo lahko vsi prebrali, ker nisem mogla več odgovarjati. Tako da ja, je bila ta dieta uspešna, ampak potem, ko mi je pa umrl mož, me je ta žalost toliko preplavila, pa starši, mama, oče, mož in skratka, da sem v bistvu na nek način, to je pri hujšanju zelo značilno, izgubila motivacijo. A ne? In to je tisto, česar ne smemo, kjer se moramo vendarle vedno spet stabilizirati, najti, da si ustvarimo neko novo normalnost. To je nekaj časa trajalo, tako da enostavno potem so se te moje kile porušile. No, sej dokler človek vsaj neko ravnovesje drži, je hvala Bogu lahko zdrav tudi, bom jaz rekel, s kakim kilogramom preveč, da počutim sorazmerno zdravega. Ampak izpostavili ste eno besedo, ki je pogosto v mojem vokabularju, to je motiv. Za marsikaj, če ni motiva, lahko prebereš knjige, lahko poslušaš še tako dobre nasvete, moraš najti motiv. In vi ste našli tudi motiv, da delite te svoje izkušnje tudi z drugimi, ste trenerka za osebno timsko rast, imate celo, torej, ko smo rekli, že certifikat vodenja tega neurolingvističnega programiranja, usposobljeni ste tudi za delavnice izgovorništva, nastopanja. Recimo, da ste aktivni tu. Ta interakcija verjetno z človekom, z ljudmi, to vam je verjetno blizu. Kako še zdaj doživljate mogoče te svoje udeležence teh delavnic? Veste kaj, to mi je zelo blizu, zelo rada sem z ljudmi in rada na nek način pomagam ljudem, da sami v sebi najdejo tista orodja, ki jih pripeljajo ven. Ker praktično nikomor ne moreš svetovati, kaj naj on naredi, ampak mu lahko pomagaš, da bo on sam s tistim, kar je v njem, s tistimi njegovimi izkušnjami, vsak dan začel z nekim sončnim jutrom, da tako rečem. Nek potencial, ki je že v njem, pa je mogoče speč, zaradi manjka samozavesti ali česarkoli. Veste, če kaj nam manjka. Vi dokažete, jaz sem lahko videla. Manjka nam to, kar je v bistvu človeško, manjka nam to, da si mi zapomnimo slabe stvari. Mi rečemo prometna nesreča in shranimo doživetje, tako če si predstavljamo računalniški program, fajl je pač dokument prometna nesreča in noter je vse. Dobrih stvari si pa ne shranimo na ta način. In treba je, dobre so pa dobre, pa so nekje ležijo v podzavesti. Bodimo toliko pošteni do samega sebe, da tudi to dajmo pravično uvrstiti nekam. Ampak, glejte, ta coaching pomaga zdaj človeku, da najde on občutke, ko je bilo pa dobro. In da zdaj te občutke dobrega shrani in reče dobro ali pa prijetno ali pa ljubezen. Ljudje imajo velikokrat občutek, mene nima noben rad. Pa poiščemo, kdaj vendarle te kdo imel rad. A veste, to so te občutki, te dobre občutki, ki jih je treba poiskati, izbrskati, ker vsak jih ima in zdaj njih shranimo. To je to, to je ta coaching. In ti so lahko potem dober motiv za to, da naslednji dan zopet se upamo z njim soočiti z nekim polnostjo našega angažmana. Počasi se zaokrožujeva. Naslednja vaša strast, hobi, potovanja, ste vodička, poznate svet. Tako. Zdaj ga bo tega še več? Upajmo. Ne, to pa je res strast. Torej, jaz sem vodnica samo po Ljubljani in vodim Ljubljano in je prekrasno, zato ker vsak dan spoznam nekaj novega. Sploh sem tudi zelo presenečena. Pa veste kaj, mi praktično v tistem prejšnjem socializmu smo imeli res zelo omejen tak tunelski pogled. Nekatere stvari, nekatere ljudi smo preprosto črtali. In zdaj, če ti odkrivaš te hiše, ta industrialec, to, kaj vse smo mi že imeli, tukaj je veliko polje vsega neodkritega, kar se še da prebrati, pa zdaj ven prihaja. Včasih imamo neko oddajo, mislim, da je v 12. Oddaja na današnji dan, to je moja najljubša oddaja na radiju, zato ker vsak dan so opisani ljudje, ki jih prvič slišim za njih, pri mojih letih. A razumete, kako smo mi pravzaprav črtali ljudi. Tako da potovanja pa to pa je tudi... Kateri kraj na svetu, katera celina, katero podnebje? Veste kaj, zelo domače se počutim v Ameriki, južni in severni. To je neverjetno. Na pacifiški obali to je to. Jezik, gledajte, verjamem, špansko tudi? Špansko sem se pa naučila praktično v 14 dneh. Nekaj sem mogla imeti španskega včasih, imam nek spomin španščine. To je, ko sem šla v Južno Ameriko za 4 mesece, sem jo pravzaprav začela spomniti. Sem rekla, to je to. Mislim, res, z levo roko. Tako da španščina je bila pa nekje usajene. Konec koncev tudi angleščina je dosti enostavna.
Ja, ne. To je. Ja, to je precej. To Recimo z nemščino si nisva zelo prijazni. Ti, ne. Ja, nisva si na ti, vsaj neki, ne vemo kaj točno. Ampak drugače pa dolgo časa sem zelo hodila na zahod, ne. Zdaj pa lani sem pa bila na Japonskem in je fenomenalno. Ta kultura tudi fascinira. Kultura, ja. Ljudje so me zelo fascinirali. Ja. Njihov pogled na svet, na vse pravzaprav, tudi ta zen budizem. Zen budizem in percepcija do problemov, pa do tega, kar življenje vsega do stvarstva. Do stvarstva. Ja, zelo interesantno, pa tudi ljudje sami. O tem bova morala še kdaj. Ja. Pri tem zaokroževanju najnega pogovora, pa če dovolite, bi vas vprašal nekaj vprašanj oziroma asociacij in vas prosim z besedo ali dvema, tisto, kar vam pride najprej na misel, če lahko. Ja, dajte. Katero lastnost pri človeku najbolj cenite? Odkritost. Katero lastnost pri človeku najbolj prezirate? Goljufanje, laž. V svojem življenju, a je kaj takega, kar najbolj obžalujete? Se ni treba povedati točno, kaj je, ali so stvari, ki jih obžalujete? Obžalujem, da sem se vpisala v to društvo novinarjev. Očitno imate tudi smisel za humor še vedno. Ja, ne zaradi tiste članarine, verjetno. Ne, ampak za to, kar počnejo, ne. S temi izkušnjami, ja, upajmo, da se bo kdo vzel k srcu. S temi izkušnjami, ki jih imate danes, kaj bi svetovali 18-letni Vidi? Ja, 18-letni Vidi bi svetovala, glej naprej, to, kar je tudi moj moto. Glej naprej, ne. Nikoli se zapletati na neke pretekle dogodke, ker na to nimamo več vpliva, ne. A veste, mi vplivamo na jutri. Točno. In v to tako trdno verjamete, da ste to celo ustvarili svoj planet Vida, pravite? Ja, tako, ja, svoj planet, svojo blagovno znamko. Odlično, ja. Svoj osebni kredo, ki bo. Če bi imeli možnost spoznati nekoga, ki je bodisi že mrtev ali živ, s kom bi se želeli osebno spoznati? Einsteina. Ne, filozofa Einsteina, zanimivo. Ja. Na katero telefonsko številko iz svojega imenika ste najbolj ljubosumni? Ljubosumni? Najbolj dragocena vam, da je ne bi kar tako zlaka dala nekomu. A veste, da je moj tale imenik zelo velik? Moram reči, da recimo, tako vam povem, jaz nikoli v življenju nisem imela intervjuja niti s Kučanom, niti z Janezom Janšo. In bi mogoče te dve številki pa imela v imeniku, mislim, da mi te dve manjkata, a ne, da bi te dve številki, ker jih imam ogromno in potem bi bil ta krog popoln. Čeprav seveda mi lepijo take in drugačne nalepke, ampak to je pa čista resnica. Ja, tako. Če bi imeli čarobno paličico, bi 3 pikice, kaj bi naredili? Ja, bi podaljšala svoje življenje še za enih 50 let, ne, recimo. Radi živite, lepo je življenje. Lepo je življenje in vedno sem fascinirana nad tem, kaj se je zgodilo. Kaj smo včasih razmišljali, kako smo gledali na svet, mogoče tudi bolj pesimistično in kako se je potem vse odvilo v pravo smer. S tem vznemirjenjem, čudenjem, ne? Ja, čudenjem, ja. Gospa Vida Petrovčič, bodi si na zemlji, bodi si na planetu Vida, vse dobro. Ja, hvala lepa, Bernard, še enkrat in res čestitke za vaš pogum. Tudi vam vse. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila oddaja Neposredno.